Ljudje in ljudje, poslušate 125. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, obalni bralci oplatničene domišljije, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamov, tokrat brez gosta, a zaradi tega seveda prav nič manj gostobesedno. Današnja epizoda je, kot smo napovedali, posvečena svežim prevodnim žanrskim delom slovenskih založb, natančneje svežim prevodom iz fantazijskega in znanstveno-fantastičnega žanra, da vas spodbudimo k temu, da čez poletje vzamete v roko kakšno knjigo, predvsem tudi kakšno žanrsko knjigo, se razume. Če knjig še niste brali, brez skrbi, ker vas bomo spodbujali k branju, se bomo potrudili, da se, kolikor se le da, izognemo kvarnikom. Zato, ker brez skrbi, zleknite se na oziroma v najljubšem bralnem kotičku, nalijte si rdečo vino, vodo ali karkoli pivckate med čitanjem, oslinite prste in pripravite denarnico ali pa člansko izkaznico knjižnice, kajti sledijo priporočila za poletno branje. Maestro, Never Ending Story. Never Ending Story. To je ena od teh knjig, ki meni vedno, knjig, da govorimo o knjigah, ne o filmih, da se razumemo. Ja. Ful govori pač o ljubezni do branja, pa ljubezni do domišljije, o domišljiji, o čarobnosti domišljije. To je ena knjiga, ki se jih jaz tako najbolj spomnim v lifeu, tudi različni fonti, različne barve. To me čist impresioniralo. Tako, pa zelo sem se poistovetil z Baltazarjem, mislim, da je bil Baltazar. Kje je Baltazar že? Pač ta, glavni junak, ki ga igra. Meni je bilo ful fascinantno, da oni bere ful in pol na eni točki mora iti lulati. Wow. To pa ni glih običajno. Ja, to je zelo redko. Čakaj, Baltazar je on, ki bere? Ali, Ja, ta, ki bere, ki je igral v Sequestu. Ta je igralec, ne, ta mladi, ki je umrl, če se ne spomnim. Ja, on je pokojen, ja. Par let nazaj. Pokojen, ja. Ne vem, zdaj je šusal, samo mora. Ja, začeli smo zelo tematsko. Ja. To se je šlo hiter sideways, no. Nisem hotel tega. Skratka, poletno branje, danes bomo vas malo razvajali, malo vam bomo povedali, kaj finega smo mi prebrali zdaj v zadnjih tednih in upamo, da vas navdušimo za to, da boste tudi kakšno od teh knjig vi vzeli v roke. Skratka, knjige, ki izbrali smo nekaj res čist svežega, kar je dobesedno pravkar išlo iz založb in bomo šli kar lepo po vrsti. Prva naj bo zadnja, skratka, Andrzej Sapkowski, Zadnja želja oziroma Veščec, prva knjiga, je prva na našem seznamu. Mislim, da to vsi poznate, skratka, serija je potemle, tole je zdaj prva prevedena v slovenščino. Brala so mi dva Špili so bili. Jaz nisem še prebral. A je ti še tudi nisi prebral? Sem jaz, ne, ti si mi pa jaz sem tudi prebral. Ja, imaš sogovornika. Enkrat je celo odgovori Mito. Fuck off. Super, mi z Mito smo že prebrala knjigo. Mito, mogoče ti začneš, kako se je tebi zdela kot knjiga? Super, všeč mi je, da je v bistvu zelo modern fantasy, tudi struktura mi je super, je razdeljena na več teh vzporednic, serija se podobno s tem igra, ne? Pa da nekako na glavo postavi vso to logiko The Chosen One fore, da se v bistvu malo poigrava, ga izpušča to zadevo in je taka neka pustolovščina, v bistvu dosti teh dogodivščin, dosti teh prigod, s katerimi se Veščec sreča pa z ljudmi, v bistvu spoznaš in torej Jaskier je tlele zlatič, Jennifer imamo čist za okus noter, ne? Ja. Medtem ko pa imaš naprimer ono svetišče, Melino svetišče, pa kako se on bori proti Džinu, pa še ne. Skratka, ne bom za naklado. Skratka, to je v seriji že predstavljeno v prvih dveh sezonah. To boš vse tle noter srečo, je pa full zakon jezik. Jaz sem še v bistvu najbolj užival v tem, ker sem si vzel čas, ker pač sem si mogel izrisati čisto vsako tole rožico, pa rastlino, pa zelenjavo, pa travo, pa ne vem, kaj še vse skupaj. In tega je full noter, ne. Ogromno se poigrava s tem, mogoče je res nekim slovanskim zanosom do nabiranja teh zelino. In ja, sem se kar nekaj naučil. No, no super.
Ja, jaz moram tudi reči, da skratka prevod Klemna Piska je šla knjiga pri Mladinski knjigi, jaz jih itak nekako razporedil po založbah. Pri Mladinski knjigi moram tudi reči, da prvič sem bil zelo presenečen, ker je slog res fin. Zdaj dobro, jaz zdaj že dolgo nisem bral fantasy, moram priznati, in malo sem že pozabil, da tudi to znajo ljudje dobro napisati. No. George Martin je dober pisatelj, dober pri oblikovanju likov in zgodbe in vse to, ampak recimo slogovno ne bi rekel, da je tako blazno posebnega, je tako zelo realističen in usmerjen v akcijo. Tukaj pri Veščicu pa se mi zdi, da se vidi ta kontinentalna filozofija literature. In si tako slogovno je tako zelo včasih malo poetičen, ti opisi bitk so tako res zelo natančni na nek način, včasih tako anatomsko, da jaz sem vse mogel malo razmisliti, kaj se je zdaj obrnil, ne vem kam, Una je tam, ne vem kaj, posebej boj z Uno čarovnico, oziroma Štrigo, tam pri Unem, seveda pri tem, ki smo ga videli v drugi sezoni, pri Unem Pujsku ali karkoli. Ti se mi je zdelo res super narejeno, pa tako, kot si rekel, res je tak žmohni jezik. Briksa je, imaš prav, Briksa je. Štriga je tudi noter, je to po ena prvi zgodbi. Briksa, oziroma domnevam, da to prihaja iz bruha, kar je čarovnica španska. Ful, ampak ne pozabi tudi na humor. Humor je pa the best. Tudi tam v eni, ki si glih omenil bitko, tam je bitka, ko se gre za pri telete glavni kraljici, no kaj že, na C, no. Se nija veze, skratka. V bistvu je bitka, pa se Veščec postavi med enega kekca pa med neke viteze, ki želijo ubraniti čast kraljice. Pol pa je nek vihar nastopi, ker je pač neka energija sproščena in kar naenkrat začne ona hrana okrog leteti in v bistvu vsake toliko ima zelo na tempo postavljen, da Veščec stoji z mečem in mimo prileti Poran, ki še ima žlico v riti, naprimer, v glavo mu udarja hrinovka, kaj tazga. Mislim, tako lušten humor. Ja, to je tam v tisti zgodbi, kjer on seveda si pridobi Sirijo. Kao Child of Surprise. Ta prva. Meni je tudi tako zanimivo, ker posod se to oglašuje, no, kako bi rekel, promovira, trdi, da je to zbirka kratke proze. Zdaj jaz bi sicer malo polemiziral s tem, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da se mogoče kdo straši, ker mu je nenavadno, da so kratke zgodbe, pa ne vem kaj. To smo vajeni, mogoče Martin ima ene par zbirk, mogoče in tako, drugače pa ne, ampak v resnici je to precej... Ima neko okvirno zgodbo, čeprav razumem, jo avtor pozneje dodal, da najprej so res bile zgodbe, potem pa pozneje, in je bolj ta epizodičnost. Ne bi jaz rekel temu kratke zgodbe, je pa pač ena štorija o tipu in so pač njegove epizode, tako, ker smo bili, tako, ker bi imeli še več tega, mogoče, kar je bilo v prvi sezoni vredno prikazano. In je bolj tako, pol ga nekdo vpraša, ta Jennifer, enkrat mi moraš razložiti, kako sta se spoznala, in on kao, pol sledi zgodba, kot da jo on pripoveduje na nek način, čeprav ni prvi osebi, in jaz moram pač res to, in slog in vse skupaj mi je bilo res zelo blazno, zelo všečno, predvsem pa moramo to seveda omeniti, prevod, jaz mislim, da je Klemen Pisko pravil super delo. Super, res super. S tem, da seveda še enkrat poudarjamo, pač nismo vplivali nanj, sem Klemna vprašal zadnjič, ni slišal tega, da smo ga mi imenovali Veščec že prej, definitivno pa moram reči, malo so imeli pripombe kakšni bralci, zakaj Veščec in tako, zakaj ni bog ve kaj, da seveda je treba vedeti, da je to res prevod iz poljščine. Tudi avtor si je želel nikakor, da se to prevaja z angleščine in tega Mladinska knjiga tudi ne bi delala, ker se vedno z izvirnega jezika, če se le da, seveda, če imaš prevajalce, in je pač prevod iz poljščine in tudi prevajalci mislim, da odlično razložil morfemsko in vse, kako je pač on prišel do tega, da je to pač najbolj podobno v ječminu, kot je v originalu, in to je to, in ne more biti izvičarja, in ne more biti čarodejec, ali karkoli so ljudje hoteli imeti. No. Meni se zdi Veščec itak super, pa nasploh vse te. Drugače, če s tem, ki bi upali na čarodejec, čarodej je oni, ki ne zna čarati, ampak trike dela. Bostvo mogoče, čarodeji so tudi v knjigi noter Stregobor pa Bratovščina, ki so pa v bistvu polni čarodeji vsem tem kultom, tako da v bistvu njega je dal noter kot te magi oziroma čarovniška Bratovščina. Veščec je pa v bistvu nek mutant. Glih zato se mi zdi še bolj primerno, da ga malo ločiš od tega. Me pa zelo zanima, kako se pol, pa če res nikoli nisem bral tega, niti v angleščini, in me je pač presenetilo, ker tukaj v
vidiš res tako drobce sveta, ne vidiš, mislim, je sicer mogoče celo malo več kot v prvi sezoni, malo teh nekih med posameznimi kraljestvi, ne, on pride tja, tako je že recimo, ko pride v neko mesto, tako je problem z lokalnim šerifom, ali kako bomo te rekli, stražnikom, skratka, ki pač takoj pride do njega in že, ker je on znan kot nek morilec, zato ker je pač tam v enem mestu pobil ful teh in noben ni vedel ozadja zgodbe, da je on pravzaprav branil meščane, ne, oni so samo videli, da jih je pač on pobil. In tako. In malo je več tega kot v prvi sezoni in mi je to zanimivo, je pa precej tako svet še precej zakrit, no. Jaz nisem imel neke ideje celote, mogoče ravno zaradi te epizodičnosti. Ja, se tudi poigra se s tem v oni večeri, naprimer, ki ga kraljica zapakira kot nekega plemiča iz oddaljene dežele, mu da nek obleko, ki ima gor neko insignijo, ne, oziroma heraldiko, pa on celo vpraša, veš, odkje pa je ta dežela, naj te ne skrbi, to je daleč, veš, takšen en malo bolj free odnos do tega worldbuildinga se mi zdi, kar paše temu pristopu se mi. Taki film ima, da je v bistvu zelo naravno bilo, no. Ja, res je en tak Conanovski film, no, še bolj v knjigi se mi zdi. In meni je res tako super prevod, super knjiga in jaz sem zelo, zelo užival in moram reči, da sem imel 2 leti strašne probleme, da bi bral zase od te karantene in tako zelo dobro, tudi časa je bilo manj v prejšnjih letih, ampak res nisem, zdaj pa sem to s takim guštom prebral tega veščeca, da sem pol res plano po ostalih in zdaj tako z velikim veseljem berem Senco in Kost. Sva povedala vse, mi to bi še ti kaj tle dodal? Ne, potem pa sem naredil lep segway do Sence in Kosti. Jaz zdaj to berem, jaz sem šele začel včeraj brati, tako da se opravičujem, ker nisem še prebral do konca, malo sem tako okusil, imamo pa tukaj Igorja, ki je prebral, a si ti vse prebral? Jaz sem prebral prvo trilogijo, torej Senca in Kost trilogijo, potem sem prebral obe, torej duologijo Vranje šesterico in imam pripravljeno potem naslednjo duologijo o Lancovu, ki pa še nisem začel, ker imam samo prvo knjigo od 2 zaenkrat. Ok, skratka, Lej Bardugo, Senca in Kost, tudi šlo pri mladinski knjigi, to pa je prevedel Andrej Hiti Ožinger, tvoj sotekmovalec na kvizu, na meji nevidnega. Je pa jaz, kolikor sem zdaj pač prebral oziroma začel brati, vidim, da je skratka, to je zgodba tega začetka prve sezone, kar smo gledali, ampak pač ta del Aline Starkov in njenega prijatelja / simpatije, kako je že v njemu ime? Neki na M. To imena mi pa res. Ja, jaz sem tudi imena zdaj pozabil nekako. No, pa seveda Darkling, ki zdaj niti ne vem, kako mu je tu not ime v slovenščini, ker tam v njih knjiga ga ni. Za kar obstaja razlog. Jaz sem te knjige prebral v angleščini, zato ker mi je bila Vranje šesterica toliko v redu in potem sem videl, da prihaja serija in da serija ne temelji na Vranje šesterici, ampak samo deloma, temveč temelji na tej trilogiji. In zdaj zgodba je tu ista, kot je v prvi sezoni knjige, prvi sezoni Netflixove serije, s tem, da je tam še dodano tisti liki, ki poživijo zgodbo, ne vplivajo pa na ključni razplet, torej tega, kaj se za Lino dejansko zgodi. Zdaj to je vse skupaj svet, fantazijski svet, ki se je poimenoval tukaj Griševsko vsemirje, v angleščini je to Grishaverse, in gre se za en tak magic, vse to smo že takrat v epizodi pisovali, ki pač imajo te neke elemente prek. Zdaj, kar se pa tiče same kakovosti pisanja, zdaj koliko sem preletel, prevod je zelo v redu. Moram reči, da tista Vranje šesterice je odlično prevedena in to pač je na tem istem nivoju. Ožinger zelo v redu dela to. Je pa samo pisanje, če ste brali Vranje šesterico, tu malo bolj švoh, mogoče. To je prva knjiga, ki jo je Lej Bardugo napisala in se malo pozna. Ključno je pa predvsem to, da tukaj je en point of view character in celotno trilogijo je samo Alina Starkova, dočim imaš potem neka dodatna poglavja, kjer so nekateri dogodki, ki
si jih ti kot bralec lahko sklepal, kaj se je v ozadju zgodilo, še predstavljeni iz perspektive drugih ljudi, ne? Ampak ni pa tega, kar ima zelo v redu Vrani šesterici in to, da je vsako poglavje drug protagonist, ki dogodke opisuje svoje stališče in potem se ti dogodki sestavljajo in deloma prekrivajo. In to je recimo dosti podobno kot to, kar Martin dela v Igri prestolov oziroma pesmi ledu in ognja. Ampak tukaj pa ona v Vrani šesterici se zelo lepo nauči to tkati skupaj. Ne? Tu pa se je bolj kot po Martinu mogoče zgledovala po Hunger Games in imaš poglavja o tem, kakšno lepo obleko je Alina si izbrala oziroma so jo naredili in kako se trenira in je težko in kako bi zdaj mal je ta elefant. Je on všeč njegove oči ali pa morda Darkling, ki jo je objel. Temačnik. Preveril mes, ja. Temačnik, ki jo je objel, ne, in karkoli. Objel in karkoli. Ja. Okay. Vse skupaj je zelo PG-13, noben ne seksa v teh knjigah in ja. Če senca so in pa kost. pogledi. Naslov je pa zelo seksi, Ja. priznatno. Tako da fajn je, se pa zelo hitro bere, ker zdaj, kot sem rekel, slog mogoče ni tako dober, malo bolj je najstniško kot ono, ampak je pa opisi so krasni, tempo je super, not te potegne v zgodbo, Alina je cool, čist drugačna je, kot je videti v seriji, tu je blond in to vse. Se mi zdi, da so v seriji zelo premišljeno naredili vse spremembe, ki so jih. No. Ampak tukaj je Bardugo zelo utemeljila vse skupaj na Rusiji in pač je ona blond. Tako da ja, priporočam knjigo v prevodu, če boste brali original, vam bo tudi po mojem všeč, ampak dajte to prebrati. Ja. No, super. Jaz moram reči, za vsak primer, za Veščice sem 100%, da izide druga knjiga še letos. In mislim, da za knjižni sejem bi že mogla biti zunaj, ker je prevajalec že oddal drugo knjigo in mora Darja samo še urediti. Pri Senci in kosti pa nisem 100%, ampak se mi tudi zdi, da izide ena še letos. Ne bom zdaj dal roke v ogenj, ampak se mi zdi, da še ena in pač izkoriščam pač priložnost, če poslušate slučajno moji dve kolegici, shout out Darji in Alenki, ki seveda odlično skrbita za ta del programa in za to. Pa seveda hvala vsem bralcem, v resnici to so zdaj notranje informacije, zato tu lahko povem. Veščice je šel že po 10 dneh v ponatis. Super. Se pravi, že predprodaj se jih je veliko prodal, 1200 je bila prva naklada, tako da zgleda, da ste bralci, hvala vam vsem, ki ste kupili to knjigo, ker ste s tem nekako rešili fantazijski program mladinske knjige, ki je že zelo kolebala, kaj naj z njim počne. Jaz sem na teh notranjih sestankih, zato te stvari poznam, pa z Darjo sva ful velika kolega. Skratka, se zelo veselim, no, da bo to, upam, da mladinski knjigi dalo pogon. Se loti česa drugega, jaz Darji malo namigujem na Mistborn. Še kako. Lepo. Še kako. Lepo. Kar se pa serije tiče, pa je za naslednje leto napovedana. Tako je, naslednje leto je napovedana, pravzaprav počasi pričakujemo nek teaser oziroma ne vem kaj, videl sem, da neki so govorili že o njej. Ja, neki YouTube video sem zadnjič delil. Tako je, so govorili že o njej, da so skratka posneli, so rap, tako da upajmo, da vkratko ne bi dobili nek teaser. No, sej lahko malo izdam celo, kaj bo, ne? Ker prva knjiga sledi in je o tem rogovih tega Jelena Morozova, ne? Ampak v bistvu so 3 živali tega Morozova in potem v drugi knjigi grejo iskati drugo žival, ki je kit, ogromen in zanimivo. Ja. Oceanske. In je oceanska in so pirati takoj na začetku, mislim, tako je, zdaj ne vem koliko veselim, prva knjiga ima nek zaključek, dost happy, druga knjiga, bum, uničimo to, bum, spremenimo, full akcija, full zašopa, druga najbolj akcijska in upam, da bo tudi drugi sezoni se poznalo to in pirati so dešetni. No, super. Definitivno, zdaj ne vem na pamet, katera številka, ampak seveda smo o
prvi sezoni snemali epizodo, poiščite, pobrskajte, malo za nazaj. Jaz se zelo veselim druge, ker mi je bila prva v resnici precej všečno in upajmo, da bo vse pot tako dobra kot prva. Ne? Super, skratka, to je bil paket iz Mladinske knjige, 2 knjigi, polsko-ameriški tandem, bomo temu rekli. Seveda lahko Vranje šesterico že berete, obe knjigi sta išle že, pri Mladinski knjigi tega ne smemo seveda pozabiti, to je drugi del te zgodbe v prvi sezoni. In gremo dalje na Piknik na robu ceste, to sta pa Arkadij in Boris Strugacki, letos kar 2 knjigi sta išle v prevodu, ta je šla v prevodu Draga Bajta pri Lud literature in pri naši Veroniki, tudi naši kolegici večkrat, mislim, je bila 2-krat ali 3-krat naša gostja, Veronika Šoster, tako da je to njen projekt. Lud literatura je zdaj odprla tudi žanrsko zbirko, ki se imenuje Piknik in je pač letos prinesla še sestri Daisy Johnson, mislim, da je avtorica, se ne motim, se pravi 2 knjigi. Pozabil sem že, mislim, da mi je Veronika celo povedala, kaj načrtuje. Lovecraft. Lovecrafta, točno je. Nice. Skratka, Lovecraft za naslednje leto. Skratka, Piknik na robu ceste, to sta sovjetska avtorja, ruska avtorja, Arkadij in Boris Strugacki, po knjigi je seveda posnet film, oziroma zgodbo knjige ekranizira, tako bomo nekako rekli, film. Stalker, no, kaj je že? Andrej mu je ime, to sem pozabil, kako mu je ime. Andreja Tarkovskega in to sta brala zdaj na sveže Mito in Igor. Mito, boš mogoče ti začel? Jaz sem jo prvič bral in najbolj me je presenetilo, da v bistvu ima tako malo stika z filmom. V smislu zgodbe, svet je isti, koncept je pač, da so te cone, več jih je, ni samo ena, ne? In ti stalkerji, ki grejo noter. To je pa tudi vse bolj manj pozor, pa dobro še tale hčerkica od stalkera se v filmu pojavi, opičnjakic. Opička, ja. V bistvu je pa knjiga čisto neka druga žival. Tako po feelingu, pa po tempu, kot messageu, v bistvu tako zelo sveže, no? Mi je delovalo, ker stalkera poznam, sem ga parkrat že pogledal, ne? Ampak tole je pa bilo zelo prijetno presenečenje. Že tako na polovici knjige sem bil, ok, pa ki je zdaj, učitelj, pa mislim, ki je zdaj to, ne. Ful mi je cool tempo, ki je našopan, hiter, slog je zelo ekonomičen, bere se kot keks, jaz mislim, da sem v enem dnevu požaral tam na plaži v Lubenicah. Pa tako. Zdaj, sorry, ampak zdaj te imam tako glavi, na plaži pa v Lubenicah. Kako pa bereš? Ne vem, kako si imaš to predstavljal, ker tega sadja res ne moram. Upam, da nisi pred zapackal knjige. Ne, kvečem v keksi so not. Kje sem zdaj ostal na plaži v Lubenicah? Tempo, da je ful dober. Tempo je super. Pa tudi zdaj na koncu sem bral kao ta neka zgodba o tem, da bi naj v bistvu leta 83 prišel na cenzuriran izdelek ven. To je v spremni besedi. Spremni besedi je to napisano, zdaj se mi ne zdi neki taki big deal, ko je par primerov, ki jih noter da. So minorni, ampak mislim je pa tak, da po mojem se pozna, jezik je ful žmohten, ne? Te ljudje, ki so junaki tu not, niso zdaj prav zločinci, so pa kriminalci. So oni ljudje, ki hengajo v pajzlih in kvantajo. Boržišč, ja. In kvantajo in tu imaš prav to način govora in vse to je ful pristno. In zdaj se mi zdi, da kakor hitro bi ti tukaj šel cenzurirati ven, tudi če oni pač samo ne smejo reči sranje, pa kurac, pa drek, zgubi s tem. Ni, da zgubi sporočilo knjige, ni, da zgubi tempo ali karkoli, ampak neka taka patina se mi zdi. Tisti par primerov v spremni besedi, ki je dodano noter, se ti zdi, to pa tako zaspolirano noter. Se v bistvu, mislim, da Andrej Strugacki govori v spremni besedi, pa objavlja te pisma. Mislim, da Boris, ampak ali pa, se opravičujem, Boris, no, vse skratka eno od teh dveh.
koliko sta se borila z založbo pa CK-jem, da to pač ni kritika marksizma oziroma komunizma, temveč ravno kapitalizma in tako naprej, da kaj se grete, pa zakaj morate biti tle neki puritanci, pa nam to... Ja, ampak hkrati pa ful dobro pokaže točno ta problem, ki ga ima partijski sistem v odnosu do kulture, ki se je zdaj pri nas pokazal za to razstavo, z ljudmi, ki morajo sprejeti neke odločitve, ker jim je nekdo rekel, da je treba neko odločitev sprejeti, sami niso dovolj sposobni in potem najdejo, Drek si napisal, to pa zdaj na 26. strani, še 8. vrstica, tu piše Drek, dajmo to spremeniti v blato in tak dalje. In pol je celoten primer tiste cenzure je nekaj najbolj dolgočasnega na svetu. Glih lani, letos, kdaj je bil film Cenzorka, tisto je ful bolj zanimivo. Tako da, v 80-ih so angleški cenzori ful bolj rulali od... To bom še rekel, zanimivo mi je, torej, to bi naj bil sci-fi žanr, ampak se v bistvu zelo izogiba nekih teh trdih žanrskih pristopov, ki je res koncentriran na to neko zgodbo Stokerja, ta glavnega lika, pa njegovega arch-nemesis. Ne bom niti rekel arch-nemesis, on je, kak je že, Rudolf. Skratka se nija veze, skratka ta dva point of view imaš, pa v bistvu liki, ki vstopajo v njuno zgodbo in v bistvu govorijo nekaj o tej coni, ampak nič pa ni tega, nekih hudih tehnologij ali pa, da bi se nezemljanci pojavili, v bistvu stvari, ki jih najdejo v coni, so zelo ljubko poimenovane, ništrc, pa komarjeva pleša, pa veš, tako si, what the hell is this, tako da v bistvu ima eno tako misterij, in to mi je v bistvu najbolj seksi pri tej knjigi, da te ne zapelje z tehnologijo ali pa z teknobablom, tako kot Star Trek zna včasih, ampak za neko lušno zgodbo, ki je zelo humana, zelo človeška. Ja, to je zelo zanimivo, to se ugotavlja, mislim, zanimive so te, ker za sci-fi oziroma za znanstveno fantastiko pravijo, da je zelo zanimivo, kako je recimo v Sovjetski zvezi rastel. Ravno zaradi tega, ker pravijo, to je tako kot magični realizem, se je nekaj cajta trdil, da je najboljša znanstvena fantastika nastaja na obrobju. Skratka, tam, kjer imaš ti ljudi, ki živijo še zelo v nekem, recimo 100 let nazaj, v nekem ruralnem področju, hkrati pa se tja uvaja neka mehanizacija. Nova Sovjetska zveza je seveda kot država skušala na silo in na veliko tehnično dvigniti celo državo, celo imperij na nek višji nivo, ampak to so bili ljudje, ki so še včeraj z motikami okopavali grede, zdaj bi pa kar nekaj traktor dobili. In je ta pač neka diskrepanca med tehnologijo in kaj v resnici naredi, ker ti lahko res v živo opazuješ, kaj tehnologija naredi, ko opice dobijo pametne telefone, tako dobesedno, kar mi zdaj tudi preizkušamo, tudi tle v marsikje po celem svetu, ker se zdi, da je tehnologija preskočila ene 3 štenge in je tam. In Sovjetska zveza, meni je pa zanimivo, jaz zdaj že 100 let nisem bral tega, jaz sem prebral, mislim, da kakšno leto, 2 prej sem videl prvič Stalkerja in najprej nisem povezal, jaz sem pol še leto, mislim, da smo imeli takrat v Kolonkišti, smo gledali film in je pol na koncu nekdo rekel, da je to po knjigi, sem jaz bil tako, kako po knjigi, jaz sem bral to. Pa se ne spomnim, da bi bleda neka predstava mi je bila, ampak nisem povezal. Sem priznal, da cel film, ne vem, če sem povezal oboje. Je pa res, da jaz sem bral to v srbo-hrvaškem prevodu, ker smo imeli 5-6 njunih knjig v srbo-hrvaščini in je tako zelo, se mi zdi zelo zanimiv ta sovjetski znanstvena fantastika, ki je tako, kot si ti rekel, Mito, zelo abstraktno. Zelo je, nima teh nekih, točno ta technobabble zelo manjka, ampak je vedno neka premisa, potem pa kaj se okrog tega zelo dogaja. In to je meni pri njima toliko blazno všeč. Super izdelek, super. Ne, pa mislim čisto, kar ima naslov, v bistvu kakšen piknik gre. Tale razlaga not je epska. Je nekaj najboljšega. Ne bomo spoilali zdaj. Jaz tudi ne bi tega spoilal, ker me je tale odlomek, oziroma tale poglavje mi zase stoji kot nekaj najboljšega v knjigi. In je res genialno. Meni je bilo ful fascinantno, ko sem to prebral, koliko je Annihilation od Jeffa Vandermeera in Garlandov film, ki sta spet ful različna, ful podobno tej knjigi. Imaš prav, To pa je, Je ta neka odprava, pa ta občutek nekega magičnega prostora, čudežnega prostora. To pa je. Pa v filmu
je prav, vidiš, meteor pade na začetku, v Annihilationu ni nobenega dvoma. Medtem ko v knjigi ti ni razloženo, v prvi knjigi je v tretji, ampak je malo odblodi v tretji knjigi, ampak prav imaš to alien cona in ljudje, ki grejo not in stvari so čudne. Ja. In to je zelo dobro. Ok. Super. Arkadij in Boris Strugatski, skratka Piknik na robu ceste, lud literatura, omislite si knjigo. In naslednja knjiga je tudi od Arkadija in Borisa Strugatskega. Zanimivo, da sta res dve knjigi nenadoma išli. Tudi jaz moram sam priznati, da sem tudi jaz tuhtal o tem, kaj bi prevedel od njiju, ker so zdaj v moderni klasiki tudi žanrski klasiki. No, pri založbi Sanje so se odločili, da bojo prevedli Težko je biti Bog. Zdaj se jaz res spet nisem, kako smo mi pripravili, nisem preveril, ampak meni se zdi, da je to neka predstava zdaj tudi nekje v enem gledališču slovenskem. Ja, zdaj ne vem, kranskem. Ja, zdaj pa jaz tudi ne vem, a je sploh povezana s to knjigo in je v smislu tega išlo. Skratka, prevedel je Tomaž Sever. A sem to prav sem jaz? Ne, jaz sem pol knjige. Igor je pol knjige, skratka. Ja, tukaj imamo pa zgodbo. Mi je pa všeč naslovka, boljša kot Piknik na robu ceste. Če smem pripomniti. Ja, seveda smeš. Tukaj pa gre pravzaprav za... Torej, drama je na sporedu v Mali drami v Ljubljani. Gre za avtorski projekt Aljoše Živadinova Zupančiča po romanu Arkadija in Borisa Strugatskega in traja 90 minut. Domnevam, da Aljoša Živadinov Zupančič pomeni, da je to sin. Dragana Živadinova, je tudi znanstvena fantastika bila zelo logična izbira. Ja. Igra pa za malo dramo cel kup ljudi. No, super, skratka je tudi predstava. Tukaj imamo pa zelo tak zanimiv roman o neki zemljanih, ki se imenuje Za opazovalce, ki so na nekem oddaljenem planetu v kraljestvu Arkanar, skratka imajo nalogo opazovati in v resnici snemajo dogajanje, kaj se dogaja v neki družbi, ki je zelo srednjeveška, skratka na pol tak fantasy občutek je in oni pač tam pravzaprav naj bi spremljali družbo, domnevam, da razvoj, nič ni prav nikoli razloženo, kaj točno je njihova vloga, razen tega, da kao imajo ta prime directive, da ne smejo posegati. Nič, samo opazujejo lahko, čeprav ene stvari so zelo na robu, kaj smejo, kaj ne, kot v Star Treku. Skratka, ta Don Rumata, kot ga kličejo, je zelo nezadovoljen s to svojo vlogo, ugotavlja, da družba gre tam v kurac dobesedno, imajo neke vrste protireformacijo, skratka, njihov kralj je dal proste roke temu svojemu pribočniku, svoji desni roki, ki je začel zelo čistiti ljudi. Skratka, če bereš, te pohapsijo, če ne vem, si preveč pameten, skratka, izobražencem vse to skušajo nekako eliminirati, jih okliče za čarovnike, nevarne državi in jih pobijajo. In skratka, ta Don Rumata pa vseeno posega malo noter in pomaga tem ljudem, ki bežijo iz prestolnice oziroma iz tega kraljestva stran ven in pač pomaga kot nek napol tajni agent. In zdaj ne bi vam preveč povedal, mislim, da je to dovolj o tej sami zgodbi. Igor, kako si ti, ki si do polovice? Ja, jaz sem bral v angleščini že prej in je v redu. Mislim, tako je spet, pričakuješ sci-fi in pol so vitezi in si tako fakt. In pol ugotoviš, Star Trek, ok. Ja. S tem, da dobiš samo del, ko so na planetu, ni vesoljskih ladij in tega. Ja, zgleda tako, kot mem, ko so oni Star Trekovci na eni tej konvenciji, na tem srednjeveških dnevih, veš, kaj imajo Američani medieval luno, pa se oni obnašajo, kot da potujejo v preteklosti, gledajo nekaj počne. Ta feeling je. Mislim, v redu je to, kak te not vrže in kak akcija zašopa je zelo v redu in potem postopoma gradi. In ti tudi spoznavaš, zelo postopoma, kako so ti opazovalci drugačni. Ne samo v načeljih, ampak tudi imajo vrednote moči, ne nazadnje. In pač, zdaj pa ne vem, čisto točno, bral sem približno sinopsis, kaj se zgodi. Bom zdaj najverjetneje prebral tole slovensko.
verzijo, ker me zanima, kako to izpelje naprej. Ja, prevod je v bistvu zelo v redu narejen, Tomaž Sever, kot sem že omenil. Je pa taka zanimiva, no pač zelo je akcijska v resnici. Pač ta Don Romata obvlada neko mečevanje in nihče mu ne more nič in jih pač on z lahkoto tam nekaj premaguje. Pa ja, tako kot si Igor ti rekel, pač on je tam, zaljubi se tudi v eno noter, ki je in pač skuša z njo zbežati. Ja, in je pač vsa ta zgodba, kako pač seveda on z njo deluje čist drugačne. On je pač sodoben, v resnici precej sodoben moški zemljan Sovjetske zveze, tako pa drugot, ne. In je pač tako zelo čustveno, pač malo bolj kot pa vsi ti, noter ima enega najboljšega prijatelja, ki bi sam pil pa se klal z nekim folkom, pač tako, kot si v resnici predstavljamo viteze. In tudi to prebereš tako, to sem jaz tudi v enem popodnevu v resnici, ker sem prišel iz službe, sem prebral taka zelo, zelo hitro tekoča stvar, pa tudi sanje imajo take lepe, imate in tako v trdi vezavi, kot v že takoj v eni taki zelo poceni žepki, tako da je to res nekaj, kar lahko vzamete direkt na morje, na obalo, če želite. Skratka. Lubenica. Tako, ja. In se pripričate, da je res težko biti Bog. Ja. Tudi naslov je spet isto kot pri pikniku, ko se razkrije naslov je. Aha, je twist. Mislim, ni tak hardcore kot pri pikniku, ampak je tudi. Ja. Mislim, sta pa znala res dobro oglaševati brata Strugacki, imata to pač naslove, imata res tako dobre. Na robu ceste, težko je biti Bog. The night was moist. Ja, Hrošč v mravlišču še čakamo, to je tudi ena starejših. Pa mislim, da je Hrošč v mravlišču še edini preveden, staro pa več ne vem, če je še kaj od njiju prevedenega v slovenščini. Okay. In potujemo dalje, ostajamo pri založbi Sanje. Tokrat imamo Suzana, je verjetno celo ne Suzana, ampak Suzana Clark. Suzano poznamo po njenih prejšnji knjigi Jonathan Strange in gospod Norrell, ki je tudi šla pri Sanjah in ki je, mislim, da je publika, ali kdo že na kvizu ni znal se spomniti naslova, mislim, da je bila publika. To je pa njen nov roman Piranezi, je naslov, a si ti, Igor, tole pogledal? Kaj? Ne, te nisem uspel prebrati, sem pa probal brati prve. Clarka, mislim, Noel in to, ampak je, mislim, bom kar odkrit, prevod mi ni bil všeč. Branka Gradišnika, mislim, da je bil malo nedodelan. Pa Gradišnik zna prevajati, ampak mislim, da ne vem, vsaj pol prve knjige se ni potrudil. Mogoče. Branko ne biti preveč jezni na nas, ampak ja, tega ni prevedel Branko, ampak Alenka Ropret. Jaz sicer moram tudi reči, da tu pa tam se mi je zdel prevod mičkeno okorn, na mestih bolj, kot recimo težko je biti Bog, ampak še vedno zelo dobro, zelo fino narejen. Moram pa priznati, da recimo me zgodba, tale roman je pa tako fantazijski, fantazijski je prava beseda. Skratka, tukaj imamo Piranezi, en lik, ki živi v hiši, ogromni, gromozanski hiši, jaz ne vem, kako si to predstavljate, pač, ampak mora biti res gromozanska, da ima, ne vem, enih 400-500 nekih sob in v tej hiši so napol je poplavljena, skratka spodnje prostore že poplavlja voda, morje od nekod, noč so neki kipi, zelo različni, taki napol antični, v opisu mal zvenijo taki, skratka neke, on je vsem dal imena in on pravzaprav živi v tej hiši in je pripričan, da sta na svetu samo dva človeka, on in drugi, kot ga on imenuje, ki ga vsake toliko časa se srečujete z njim. Skratka, takoj gotoviš, da je z njim nekaj narobe, da skratka se nekih stvari ne spominja, da je v tej hiši, da je ta hiša cel njegov svet in da pravzaprav ves čas te poganja naprej ta neka skrivnost, kaj je ta hiša, kaj se tukaj dogaja. Ne? Potem zveš neko zgodbo enega profesorja, ki je raziskoval neke, bomo temu rekli, večdimenzionalne prostore in je postavil teorijo, da obstaja nek prostor starodavnih, kamor izginjajo te njihove ideje in magija in neka ta fora. Skratka, in to pol povežeš. Okay. To nisem zdaj preveč razkril, če vam to na tej točki povem. Zanimivo mi je ravno zaradi tega, ker padeš, pač to je direkt padeš noter
in je tako zelo abstraktno, tako kot sem zdaj napisal. Nek tip, ki živi v sobi, opisuje vse kipe, ki imajo pač taka kip z iztegnjeno roko, ali pa ne vem, taka pač imena, zelo opisna imena imajo. On si je tudi zmislil nek svoj sistem koledarja, tako da je recimo poglavja so podnaslovljena kot zapis na 17. dan 5. meseca v letu, ko je v dvorane jugozahoda prišel Albatros. Recimo tako. Skratka, ful je teh, tako da verjamem, da se prevajalka kar zabavala. No? Leto, ko sem preštel in poimenoval mrtve, leto, ko sem poimenoval ozvezdja, skratka, noč so tudi neka trupla, ki jih je našel. In je pač taka zelo zanimiva zgodba, iz katere pravzaprav res na pol detektivka, bi jaz rekel, na pol kriminalka, ki več čas ugotavljaš, kako se on znašel noter, kaj je, hkrati pa konča oziroma zaključi se pa tako melanholično, tako nekako brez čisto prave razrešitve. Tudi upam, da vam zdaj nisem preveč povedal o tem. Satisfying ali si... Ja, meni se je zdelo zelo logično glede na svet, v katerega smo postavljeni. Skratka, tak zelo zanimiv slog, ki je tudi precej ekonomičen, nima nekih zdaj blaznih opisov, samo to pač, kar on v tem svojem svetu pač skratka imenuje, in vsaka soba ima seveda neko svoje ime, tlakovana površina, skratka veliko je teh z veliko začetnico besednih zvezd, ne. Moč valov je recimo spet taka, ker on pač seveda opazuje te valove in je zelo prekalkuliral, kdaj poplavljajo spodnje nadstropje, da lahko se seveda prosto giblje. Taka nenavadna, no, skratka na koncu nič kaj dosti ne zveš, kaj se je zgodilo, ampak pač zveš pa veliko o pripovedovalcu oziroma o tem liku in skratka je taka bolj zelo psihološki fantasy, bi jaz temu rekel, psihološka fantazija, ampak jaz moram reči, da me je kar navdušila, no, jaz nisem poznal, kaj dosti nisem bral tudi tega Norela in nisem poznal dosti avtorice, vem, da sem videl to knjigo ene par let nazaj, ker je bila res povsod na Instagramu in tako so vsi skratka radi brali, nisem pa kaj dosti vedel o njej, niti nisem vedel, o čem se gre in me je zelo presenetila, ker je tako res odpičena, nenavadna, povsem drugačna od vse fantazije ali pa recimo tega, kar sem jaz do zdaj bral in se mi zdi zelo, zelo vredna in kakovostna, tudi ravno z tega, ker sem rekel, da ne ponuja nekih instant rešitev in nekih tudi tako žanrsko, recimo, ni najbolj predvidljiva, moram reči. No? In večinoma tudi človek ne bi rekel, da je tako zelo blazno hardcore žanr. Ne? To je tudi nekaj, kar lahko bere tudi kdo, ki recimo ne mara žanra, pa ima raje, ne vem, krimiče ali pa nasploh leposlovje, ker vseeno mislim, da ima neko kvaliteto. No? Skratka, jaz jo res zelo priporočam in tudi tole imate, tako kot Sanjine knjige pogosto, eno v trdih platnicah si lahko nabavite, ali pa tudi tako lepo žepko, primerno za na morje, še posebej, ker voda zaliva spodnja nadstropja, tako da absolutno je taka, ki vas tudi spomni zelo na morje in meni se je skratka zelo dopadla in tudi tole sem prebral v enem popodnevu in res toplo priporočam. No? Skratka, vama posodim po tej oddaji. Super. Zdaj pa mi bo Igor, preden mi vzame knjigo, mi bo dal, da jaz, imam vse podatke o njej tle? Ne, se imam, vredo je. Lahko imaš. Skratka, zadnja knjiga za poletne branje je pa iz založbe Vida, Soske Nacukava, o mačku, ki je rešil knjige, v prevodu Sonje Benčina, to pa je prebral samo Igor, tako da bo Igor povedal kaj več o mačku, ki je rešil knjige. Zdaj ta knjiga je v angleščini, že nekaj časa zdaj hitni, jaz sem jo opazil najprej v angleščini in pač naslov je kar genialen. Tu še en zelo lep maček gor, zdaj slovenski. Kdo že naslovko? Peter Škerl. Yes. Peter Škerl narisal naslovko. Se mi tudi zdi zelo v redu, to je založbe Vida, da so se potrudili, pa niso kar vzeli tiste naslovke, ki je sicer kul, pa da ta malo japonski vibe angleška, ampak so dali narediti tole svoje. Torej, zdaj pa zakaj se gre zgodba? Zgodba se začne kar takoj z tragedijo. Prvi stavek, toliko za začetek, dedka ni več, glavnemu junaku je umr dedek. Ja, Rintaro je ime temu fantu. In ta dedek, ona dva sta sama živela, dedek ima knjigarno z rabljenimi knjigami. Krasen dedek. Krasen dedek, ful knjig.
različnih, večkrat kdo pride v to knjigarno in reče, joj, koliko dobrih knjig imate, pa vse se najde, kar se drugje ne, Proust, vse. Glavnem, veliko naštevanja knjig je. Ja, Čist si me že kupil. Dedek ima knjige Prusta, imajo. Ampak napačno. Dedek je rešil knjige. Dedka ni več. Ne? In potem je pač mali Rintaro, ki je srednji šolc, pade v depro, prve teta pride, da pomaga organizirati pogreb, pa reče, da se bo moral k njej odseliti. Pa on še pač tam hengamo v knjigarni. In potem pride maček in reče, ja, zdravo lastnik, morate z mano. Ne? Rabim nekoga, da mi pomaga rešiti knjige in on je tako, ok, ne? Pa maček gre proti zadnjemu delu knjigarne in zadnji del knjigarne se spremeni, taka svetloba in grete not tak nek portal in pridete v en magičen svet. In je tako zelo v duhu tega nekaj Edo, japonska imperija in pač, ne, ampak pol je vse izrihtano, full fancy. In pridete not skozi ogromne sobane, kjer so potem vitrine z knjigami in kupi knjig. In se potem zmenite, da boste lahko šla do, zdaj ne vem, kak je temu prvemu človeku ime, temu, ki je zaprl knjige, ne. Ta človek je pa ful pomemben, ker je ful knjig prebral in ve ful stvari in mora ful biti na televiziji, ker ima dajati izjave in to, ker je on res ful knjig prebral in ve to. Wow, in potem, in on je ful pameten in je mlad in zrihtan v obleki in zanima časa za njo, pravzaprav, ampak ok, kaj imate zdaj zapovedati. No, in reče, gledajte, tu imate te knjige, ne? Ki ste jih prebrali, jih pol zaprete, date vitrino in pol se te knjige ujete tu not in ne more noben drug do njih. Ne. Če ne, ampak so moje knjige. Ne. Pričem pa kaj, če bi hoteli še enkrat prebrati, bote resni. Zakaj bi še enkrat prebral knjigo, ki sem jo že prebral, se je ful novih knjig. Ne. No in v bistvu potem mali debato z tem človekom o tem, da ni point knjige, da samo požreš čim prej ampak da se vračaš k knjigam, ki jih imaš rad in tako dalje. In potem mu tip da prav in potem spustite knjige iz ujetništva. No. Potem pač gre on nazaj in mali se počasi začne vklapljati v life, ki pride ena soseda, ki je njegova sošolka, ki mu nosi zapiske in jih hoditi v šolo, pa še en prijatelj. In potem pride spet maček in gre na novo nalogo. Drugi je potem založnik, vse veš, kako. Ja. In tukaj sem pripravil en citat založnika, ki je zelo tako je rekel predsednik uprave knjigarne založbe. Pri nas ne izdajamo knjig, ki bi izobraževali ali vzgajali ljudi, tiskamo knjige, ki si jih družba želi. Ne zanima nas teme, kot so nujno potrebna sporočila ali filozofija, ki jo je treba predati naslednji generaciji. Ne zanima nas ne kruta resničnost ali težko prebavljive resnice. Družbe takšne stvari ne zanimajo. Založnikom se ni treba ukvarjati s tem, kaj bi morali sporočati svetu, razumeti morajo, kaj si svet želi slišati. In v bistvu pač izdaja samo knjige, ki jih ljudje hočejo brati. In tako dalje. Všečke nabirali. Ja, bolj je še eden, ki reže knjige, da bi povzetke dobil in tako dalje. In pač ona dva hodita na te pustolovščine, vse skupaj, tako en studio Ghibli vibe daje, pa z enimi temi stvarmi, ki jih mali pove občasno, zide malo tak mali princ, teritorij, ampak je ful bolj ško alkimist, ki je trash. To tako je v osnovi Portal Fantasy, polagak. Ja, ampak zdaj v bistvu, ali se to res zgodi, ali je to v njegovi glavi, vseeno je japonsko. Ok. Pač, glej, jaz mislim, da če bi se v studiu Ghibli odločili to narediti za priredbo, bi bilo to worldwide hit totalno. Tako da zelo je nastavljeno za to in zelo je krasna knjiga in pač vsakdo, ki ima rad knjige, mislim, da bo znal to ceniti. Kak je pomembno imeti en vredu, zdrav odnos do knjig, ne pa tako kot založniki. Zakaj sem se tako pogledal? Kako da žere knjige, tam v prostem času. Hecam se. Eno drugo založbo mislimo, ki je bila zelo dost po medijih zadnje čase, ki je tukaj
basically na nek način izpostavljena. Mogoče reč, ne omenjamo teh založb. Tako da tole knjigo pač jaz priporočam. Prevedena je iz angleščine sicer, ampak je prevod zelo dober, zelo lepo teče in moram reči, da je prijetno branje, ampak tudi jaz sem sicer v 3 pač rukerjih prebral, ampak to zato, ker smo res veliko zadela, drugače pač isto prebereš v enem popoldnevu na plaži brez problema. Ja, nasploh mislim, da je v resnici Veščec pa Senca in Kost sta še najbolj obsežni, po mojem. Ja, tam nekje koliko 325 strani, nekaj tazga. Ampak tudi hitro se prebereš. No, jaz sem dosti tudi prebral, ko sem tebe, Igor, čakal, ko sva šla parkrat v kino, pa sem bil pripekli, pa sem bral Veščeca, sposi pa že mogel priti, pa sem mogel odložiti. Mogoče evo, preden gremo na kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, na hitro, kaj boste vidva brala to poletje, imate kakšne načrte, zdaj tega valjda ne bomo, ker smo že to prebrali, razen jaz bom še do konca Senca in Kost prebral, tudi Piknik na robu ceste, pa zdaj me tudi tale Maček, seveda zanima, tudi to upam, da bom prebral, imate kakšne načrte? Ja, Senco in Kost bi mogel rukniti, pa težko je biti, Bog me je zelo spretegnil. Imam pa doma še Moby Dicka, ki sem si ga že pol leta nazaj kupil iz leta 57, Cankarjeva založba. Zdaj bo izšel nova. Ja, ga bom primerjal, malo želim te, kako rečem, arhaičnega žmohta, malo tega pogrešam. Mislim, da Skubic prevaja Moby Dicka, po mojem, bo on to kar ohranil. Igor, ti, kaj imaš, kakšne imaš ti načrte poletje? Cloud Atlas nameravam prebrati, sporedno tudi novo knjigo od Emily St. John Mandel, ki jo primerja s Cloud Atlasom, pa se mi je zdelo, ok, pa dajmo še enkrat Cloud Atlas. In sem že začel brati in je ful v redu. Pa Veronika Šoster mi je priporočala in spolukcijo v slovenščini, ampak sem že angleško original kupil, Finlay Donovan is Killing It, da je zelo humoristična kriminalka in v bistvu je eni ženski, ki je pisateljica in piše štorijo kriminalko in se meni z urednico o tem, da ne ve zdaj, kako ubiti moža, glavnega junaka. Nekdo pa prisliši to in misli, da je ona morilka in ker ima ona writer's block, pač sprejme naročilo, da bo probala nekoga ubiti, ampak je vse skupaj vedno večja komedija zmešnjav, tako mi je bilo to pisano, meni to zdaj pa da se zveni zabavno. In je v slovenščini tudi zdaj, ne vem, kak je naslov, ampak Finlay Donovan nekaj, tako da to pa na polovici sem tega Linča, ga še moram prebrati do konca, to me zelo zanima, pa Marlona Jamesa še imam eno tretjino nekje, tisto me tudi zanima. Torej Pajkovo čarovnico. No super, jaz tudi moram reči, da čez poletje sem rad debele knjige ali pa tako. I like books. And I cannot lie. No, vse točno tako. Vse sem imel majico pred leti, točno s tem napisal. Mislim, da sem jo celo timito. Par mesecev za rojsten dan, mislim, jaz imam ponovati poletje, ker čez leto berem res tako občasno, malo pred spanjem, recimo tole zdaj, ampak zdaj me je tudi tako čist v branje spet vrgel, tako da ko me čakam. Vojno in mir sem si dal na stran, pač v novem prevodu Jane, pa Jakobove bukve od Olge Tokarčuk, to je tudi približno toliko debela, kot Vojna in mir. Pa tuhta sem celo, da bi Jordana se lotil, zdaj spet, pa ga pač prebral zdaj v celoti. Jordana Petersona? Roberta Jordana za Wheel of Time. Skratka, tako, reč pa sem hotel še reči, kateri žanr pa naraj berete na Mistborn, na plaži. No, vidiš Mistborn, Mistborn. Horror, obviously. Drugače, to na plaži ne še bereš? Vedno. Drugače sem pa pozabili tukaj dodati, smo se menili, da bi dodali Obstati, Stephen King. Tudi imamo. In jaz sem jo prebral in je zelo vredo prevod in vseh 1000 plus strani. Ena bolj debelih knjig, ki sem jih prebral, že spet in je ful bolj dark, kot se spomnim, ker mislim, da jaz nisem bral prvič, ko sem bral, da sem bral osnovno verzijo, potem je pa jo King dopolnil. Ampak v glavnem vmes imaš poglavje, dosti ljudi je umrlo od gripe, niso pa to bili vsi, tudi nekateri ljudje so umrli, ker pač noben ni skrbel za njih in potem tako več strani o tem, kako so otroci umirali od lakote ali pa ker so padli nekam in tako.
Čudovito poletno branje. Ja, to je tudi tako za na plažo. Ja. Medtem ko poslušaš, kako vreščijo ti slovenski otroci na hrvaški obali, vmes bereš, glej, koliko jih je umrlo. Še galebi dobijo zlovešč prizvok. Ja. Ampak, v redu je, pol pač pride tisti verski del. Ja, prav. Takrat mi je bil ta del, ko sem bral v srednji šoli, ful bolj epski in to zdaj se mi zdi, da pač ni nujno, da zgodbo razrešiš s tem, da pride hand of God, to besedno. Ampak je vseeno v redu, kako do te točke pride in kako zgradi vse skupaj in kako zloben imperij razpade. No, super. Star Trek kotiček tokrat preskočimo. Edino, Mito, katera je ona epizoda, ki gre Picard na dopust, pa hoče brat, pa ga Captain's poluna. Holiday. Ja, Captain's Holiday. Mislim, da je 3. sezona. No, skratka, tisto si mogoče pogledate, tisto je taka za poletno branje. Tam jaz res toliko sočustvujem z njim, ker je več, hoče sem brat, poga pa neke lušne punce nadaljujejo. Ja, če ga Riker nategne z onim Jamaharonom. Tako je, ja. Skratka, revež. Tako, ko si pride seks med knjige. Ja. Človek bi bral, mora pa telovaditi, to res ni, se ne spodob. Skratka, in je tu rubrika, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Igor, ti si nekaj pogledal? Ja. Torej, začel bom kar z najbolj LDS-ovsko zadevo v zgodovini, bolj kot Gibanje Svoboda. Antigona, kako si drznemo. Zdaj, to je prirejeno po drami Slavoja Žižka, režiral, ideologa LDS, režiral je Jani Sever, nekdanji urednik Mladine, ki je veljalo za glasilo LDS. Ko sem jaz delal tam, nisem dobil tega vtisa, ampak pač eno je realnost, drugo pa fama. In zadeva je zelo ambiciozno zastavljena in sicer, torej drama je odigrana, postavljena je v Dravle. Pač tiste stopnice pa beton pa to dajo lepo v zadje. Bezjak igra Kreona recimo in je ful dober, ostali niso vsi ful dobri. Potem je drugi del, to se prepleta, je Žižkova razlaga tega, kaj je on hotel s tem doseči, njegova ideja Antigone, zakaj je on napisal to, kar pač pomeni, da Žižek sedi in govori, kar je vedno zabavno. In tretji del pa je sestavljen iz novic, izseki iz novic, ki ponazarjajo to, kar Žižek govori in kaj je v drami prikazano. Kar je cool koncept, izvedba pa full faila. Če grem po vrsti, za začetek tisti igrani del je ok, lahko bi bil full boljši tudi zaradi tega, ker nekateri ne znajo igrati in pol je full eno neskladje. Tudi bi lahko malo bolj smisel imela cela ta scenografija. Vsake toliko vidiš one od zadaj z zvočni in karkoli vidiš, da je snemano, ni nekega razloga, da bi to bilo tako. Vsake toliko delujejo, nekateri kot da vadijo tekst za dramo, namesto da ga že izvajo, tako malo je zmedeno. Ampak, kot sem rekel, Bezjak pa še eno par igralcev so super. In kadar imajo oni monologe pa te in oni nosijo celo zadevo, tisto je zelo v redu. Žižek je pač vedno krasno ga gledati. Je Žižek, spet mi ni jasno čist, vse se ga da boljšo svetliti, zgleda malo bolan, no. Mislim, bolan, zgleda, kot da je zmačkan, dobesedno, pa mislim, da če je bil zmačkan, pa dvomim, da je bil, bi lahko rekli, pridi naslednji dan, bomo to jutro posneli, če ne pa dobiš nekoga malo bolj šmejka, da kakorkoli. Ampak tisto je v redu, kar vsebinsko je v redu. Pol je pa oni del, ki je z novic narejen, ne. Zdaj pa vidva poznate, pa tudi poslušalci najbrž pač John Oliver in Daily Show in podobne scene, kjer imaš dost teh segmentov, kjer so novice pač skupaj zmontirane in nekaj povejo s tem. Ne? Lahko je to punchline, lahko je kaj bolj globokega. To sem jaz enkrat gledal, kako delajo v teh šovih in sicer pač obstajajo agencije, ki ti zberejo novice, ti imaš en osnovni outline, ker so nekateri tvoji pisci videli neke stvari in se približno spomnijo in potem agencije ti tu poiščejo skupaj in potem imaš tega ful dobrega montažerja, ki ti to zmontira skupaj in dobiš ta odličen efekt. Ali pa to sam narediš, če si Jani Sever in pol ful upočasni tempo tiste novice, ker imaš cel govor nekoga v Evropskem parlamentu vmes ali pa
tudi izbor segmentov, ki sega od leta 1953 do 2017 ali 2018, je ne nujno vedno smiseln ali povezan. In tale del fulubije tempo, ker to ni tako dobro narejeno, kot bi lahko bilo, kot smo pač po drugi strani gledalci razvajeni s tem, ker pač gledamo Daily Show in Oliverja in tako dalje. Ne? Če bi prvič videli ta koncept, je v redu narejeno. No. Tako da to me je razočaralo, ampak ideja je ful ambiciozna in upam, da bi lahko pač bilo to inspiracija za koga, da proba ta koncept nadgraditi. No. Potem sem do konca pogledal, kar sem že zadnjič omenil, Man Like Mubin. Menim, da zdaj, ko pride 4. sezona enkrat letos ven, da bi to delali lahko, pa Pižamata povabimo in da se zmenimo, kako to naredimo remake, ker ta tip je fucking ist Pižama. Bruce Khan mu je ime, je tam iz Birminghama, ampak res. Ni samo da zato, ker je ogromen tip z brado, ampak prav ta surprise, ko pokaže enako kot Pižama, pokaže surprise. Prav en kup teh gest je identičen. Mislim, to je res no-brainer. Pižama mora narediti remake. Ne vem, kako bomo islam spravili noter, ker ključna štorija, tu je vseeno islam, ampak glej, bomo se nekaj... Lahko je tle vegan ali pa nekaj. Je pa, moram reči, da začne se dosti lahkotno. Štorija je o tem tipu, ki mora vzgajati sestro, zato ker je mama se odselila v Pakistan. Neka drama ali kako? Ne, basically je sitcom. In on je prej bil gangster, zdaj pa pač ni bil gangster, drug dealer je bil in je travo prodajal, zdaj pa pač mora zakonito živeti. Cele 3 sezone niti na eni točki ne menijo, kje bi on naj dobil kakršenkoli denar, ampak nekako mu gre. Nima nekega joba. Ima pa 2 prijatelja in glavni fokus potem postaja to, rasizem britanske družbe, nerazumevanje islama, ki je dostkrat uporabljeno za humor na ful dober način. Recimo v enem od prvih delov epizod je, da ima arranged marriage kao, da se grejo meniti in je hilarious pol, kak izvedejo. In potem, kak je ta community povezan, potem v kasnejših sezonah pa je to, kak v bistvu nekdo, ki je bil kriminalc, ne more pobegniti iz tega ven in ga not vlečejo. In je konc 3. sezone čist hardcore, tako da zdaj za letos enkrat je napovedana 4., ker se pač zamik bil zaradi COVID-a in me zelo zanima, kako bo pač prav res zelo dober sitcom. Kje pa je? Kje lahko to gledaš? Netflix, ok. Ja. Jurassic World Dominion sva gledala za Ljošo in jaz menim, da je najslabši Jurassic karkoli. Nisem gledal njih Lego risank, ampak menim, da je boljši. Okay. Ja, precej dinozauri so sem še vmes neki za ozadje in okrog. Ne, predvsem jaz mislim, da tukaj res se podcenjuje gledalca s tem, da mu doda dobesedno iste prizore, dobesedno iste razplete, zaplete in kup neke akcije, ki je tam sem, zato ker dinozaur potegne za neko cev in potem nekoga ujame za nogo in ga potegne k sebi. In tako rešili so se že nehimi s tem, res nepotrebne akcije. Mene najbolj motilo vse callbacki. Imaš ono piksno, kateri Norman... v prvem tihotapi. Isto piksno imajo noter. Zakaj bi kdorkoli šel ono piksno shraniti, ki je bila tam zgubljena sred gozda in kaj si bi... In potem ta tip umre, dobesedno na isti dinozauri ga ubijajo kot Unga z Normana. Enako in tista piksna enako. To je tak čipalke. Ampak kar je zdaj meni, moramo se zahvaliti vsem, da so tega človeka odpustili iz Vojne zvezd, ker Rise of Skywalker bi bil toliko slabši. Vem, da smo vsi skritizirali ta film, ampak zdaj, ko sem to videl, Rise of Skywalker je zakon. Tako da je res ne. No. Pa gledal sem 3D, pa je pointless. No, potem sem gledal prvi dokumentarec, en prvih dokumentarcev ever, ki je na Mubiju, na Nook of the North. Moram reči, krasen rasizem. Danes noben ne bi bil takega rasizma furati. To je žmohten rasizem. Bogi severnjaki in kako zdaj tukaj so se srečali s civiliziranimi belci. Končno. Ja, in ne vem, 20 teh
krzen od lisic je zamenjal za par bombonov, ki se jih je zelo razveselil. Je pa ful lepo posneto, nemi film je. Ja, 22, to zihar še nemo. Ja. Ne se on je razlagal, on je hodil najprej ne vem koliko let vsako zimo gor pač na ekspedicije, Pol je fotič zraven za kamero, in pol prvi posnetki, ki so jih naredili, so bili za nič. Pol je ugotovil, da bi film snemal vsako leto, to tak, že 10 let traja, pol na eni točki. Pol posnamejo film, pa jim propade na severu, pol naslednje leto se vrnejo, posnamejo film in on že ugotovi, da rabiš kako to delati sploh. In potem, ko razvijajo film, se jim negativ uniči, ampak imajo en workprint, ki ga prikažejo, glih toliko, da je ugotovil, da ni to čist narobe, gdje šel še enkrat po gori, da tega posnel. Okay. Ampak dolgoleten projekt, rezultat je zelo, mislim, moraš gledati, da je leto 22, ker je racist as fuck. 1922, seveda. 1922, ja. Res to razlika. No in pač imaš tole uničevanje okolja in kulture, na to se ne gleda kot na nekaj slabega. Vseeno imaš tale misionarski... 22. Ja. 22, ja. Definitivno feels like 22, ja. In pogledal sem prvi del Irma Web. To je na HBO. Gre za remake filma Irma Web. Oboje je naredil Olivier Assayas in je o ljudeh, ki snemajo film, ki je remake nemega filma. In je zelo Olivier Assayas. Če ste gledali kaj od njega, ali pa Bergmanov Otok, ki ga je naredila njegova bivša in je ful boljša, vam bo to všeč. Pa Alicia Vikander je v glavni vlogi, tako da če radi gledate Alicia Vikander. Okay. Ja, je kaj za videti, ker je veliko Alicia Vikander. Hvala, Igor. Dalje, Last Seen Alive. To je pa film z Gerardom Butlerjem in je boring. In je full boring najprej. On gre na ženo, they're taking a break, jo pelje k staršem in ona gre ven na bencinski črpalki si kupiti vodo, medtem ko on tanka in je ni nazaj. In potem... Ta stari problem, ko žena ni nazaj. In potem pač... Cel se malo vrtijo, ali ga ona ga dejansko pustila, ampak ni dovolj dobro narejen ta prvi del, da bi ti dejansko pomislil, da je on nekaj naredil, ali pa da mu je ona pobegnila in da je jasno, da so jo ugrabili. In noben mu ne bo verjel, ker sta ona dva skregana, ker ga ona prevarala. Ampak, ker on Gerard Butler, jaz sem tudi ne bi verjel. This is a gas station. Skratka, on gre na lastno pest raziskovati, on nima special set of skills, ker je developer, on pač kupuje zemljo, pa naroči nekim drugim ljudem, da naj zgradijo bajte. Skratka, pol pa je zadnji del filma, pa je amazing. In v bistvu on nekako zve informacijo, da naj bi bila ona nekje in pobegne, ker ga policija lovi, pobegne skozi gost in ta vas skozi gost najde tisto lokacijo sred gozda in potem tebi kot gledalcu ni čist jasno, kam je on šel, njemu tudi ni jasno, kam je vpadel. Je pa Meth Lab, in on potem se tam skriva od zadaj in probava naprej priti in je tak ful dober videogame vibe, ki še nikoli nisem videl na filmu, toliko vrel narejeno. Tebi ni jasno točno, kje je, isto kot če bi špilal igro in tudi vidiš, da njemu ni jasno, kaj se dogaja, in ful vredu izpelje tisto zadevo do ene točke, ko pa potem je treba samo streljati pa eksplodirati vse skupaj. Ampak tam to naredi velik boom. Ja, pa tak flammable napise kazati 15 minut, preden bo eksplozija. Ampak tam 15-20 minut tega filma je pa wow. Okay. Pa ura pa je dolg, tako da to je kar zelo dobro odstavljeno. Ti priporočaš kot 15-20 minut filma. Gled, od scrolla naprej, dok njom v gozdu. Kje si to gleda? Kino. Aha. Scrolla naprej, operater. Ta borka je v gozdu. Prvi pa sem še na HBO najdel eno stvar, ki mogoče ljudje niso opazili, da je tam, pa ful priporočam, če ste Harry Potter fan ali pa imate doma enega takega. Fantastic Beasts a Natural History, Stephen Fry, dokumentarec
o tem, kje so izvori za te legendarne živali od zmajev in tako dalje, in je fulušno narejeno. In pol se celo Fry pogovarja z J.K. Rowling in je Fry toliko kul, da ti ni ona annoying. Okay. Ne se ne oglasi, če trans people are not people. Ne, tudi ker bi jo Fry vdaril, po mojem, ker pač he's very gay. In to, tako da ja, to je pač 1 uro pa pol nekaj takega, ali 1 uro celo, zelo v redu. In odkril sem en podcast Apollo Lajka, ki ga ful priporočam, je od RTV-a, eno oddajo na mesec imajo, in je v vesolju. In je ful dobro. Tak, recimo, v zadnji epizodi sem zvedel, da v Planici, kjer imamo tale center za skakanje in to, je laboratorij not, ki dela za ESO in NASO in raziskuje... Ja, kako tega ne več? Ja. No, ne samo to, pač sem se enkrat prijavil, da bi ležal tam, no, ja, ne vem, 3 mesece ali koliko. Ja. Ful so plačali, jaz sem pol neki dobu, nek drugo delo pa nisem mogel. Bilo so pa ful plačali, šel sem skozi, vozil sem bicikl z zmanjšanim kisikom, bil sem v sobi z višjim tlakom, vse sem šel čez in bi bilo vse ok, sem pol nekaj vmes prišlo, pa nisem mogel iti, pač, ker za 3 mesece bi tam ležal in bi bral knjige. Ja. Pa bi bil plačan zdaj. Ja. To basically zdaj delaš. Čakaj. No, ampak to je v sklopu tega, oni delajo zdaj za projekt Artemis, kako bodo ljudje lahko preživeli na Luni, in te raziskave so bile že v sklopu tega, plus je še razlaga o tem, da očesna klinika v Ljubljani in tudi oni zdaj delajo raziskave o tem, da v vesolju ljudje pač izgubijo vid, kar je dosti novo odkritje in v bistvu probajo ugotoviti, kak in zakaj. In to pač, actually, ja, očesna klinika v Ljubljani je med ustanovami, ki probajo ta problem razrešiti na globalni ravni. Zdaj pa truperi to kluftajo v Star Warsu. V resnici ne vidijo, zdaj nekaj. Ja. Okay? Pred tabo. Sem mislim, da tudi ogromne čelade tudi ne pomagajo. Oni nimajo breztežnostnega prostora. Ali si kdaj v Vojni zvezd videl, da kdo lebdi brez da ga jedi? Leo smo videli zunaj, pa pol je Leo nazaj noter. Samo ne bila res zunaj, no? Ni bila noter. Ja. Ok, Apollo Lajka. Okay. Ja, skupaj napisano. Ful vredo zadeva. Bomo čekirali. Mito, ti imaš krtico? Jaz sem bil na morju, tako da nisem nič gledal. Prebral sem še enkrat Orwella 84, pa lotil sem se veliki scen, Chandlerja. To pa to, spremljam pa sprot zdaj Strange New Worlds, pa Obi-Wana, ki ga bomo snemali, tako da to, ne bom nič več. Ok, super. Jaz sem pogledal, nadaljujem pač s temi svojimi franšizami, ki skušam se prebiti čez. Gledal sem VHS 2, z Igorjem sva se že prebirala na Letterboxdu, ker njemu je pač ta super in je noter pač te skulti. Mene pa ne tok, mislim, horror mi je še kar ok, pa ta skulti je bil itak poleg unga še enega najboljši. Problem je, ker ni mi všeč to goljufanje z found footage-em, ker kar naenkrat zmontirajo pač te posnetke. On ima, 4 kamere in pol je ta montaža pač med vsemi kamerami. To za me ni found footage, to mene moti. Jaz sem found footage, je ena kamera in tako nekako in pač ta poanta tega je tako, tu pa mislim, da zelo začnejo goljufati, plus to, da pustimo to, da so kamere res v nenaravnih legah, samo zato, da dobimo mi ta scare jump in to me zelo zmotilo. Drugače mi je bil čisto ok, in pač pogledati moram še zdaj 2, ne? Mislim, da sta še 2 filma. Ja, ta tretji, tisti viral je slab. Super, ta je dober. Pa 4, ki je pa od lani, pa je ok. Okay. Skratka, 2 filma še moram pogledati, no preden pridem na Somrak, I guess, kaj bom pol gledal. No, ampak tale koncept GoPro čelade na zombiju. Ja, to mi je bilo super, sem spet malo bilo goljufanje na začetku. Pa ne izvede pol na koncu nič kaj iz tega, razen tega, da pač je cool fora imeti. Ja, ker to je bilo meni tudi, cool, zombi bo pa imel GoPro. To je v bistvu kaj, nabirka špricer ideja, dajmo zombijo kao GoPro. Razno oni z kultom je res, tisto je zgrajeno ful dobro. Ja, tisto je kar v redu narejeno, čeprav tudi meša, mislim,
tam je vse, ves horor, vse ideje, ki so jih imeli, od hudiča do ne vem kaj vse, do zombijev, ali kaj so že pač tako. Tako malo mi je bilo tumač. Drugače pa tega kult je naredil, tip, ki je naredil The Raid. Aha, no, ok. Ja, so pa dobri režiserji, skozi so mesti dobri. En kup dobrih režiserjev. Zombi GoPro je pa eden od tipov, ki sta naredila Blair Witch. Aha, no vidiš. Zdaj ne, da sta pol karkoli drugega naredila, omembe vrednega, ampak naredila sta Blair Witch project. Okay. Slava ima večna. In pa pogledal sem prvo sezono Star Trek Voyager. Ja, če ste mislili, da bom zdržal, nisem. Kratka, nekaj sem preklapljal in hotel. Zdaj prva sezona je ful kratka, prva je 15 ali koliko epizod. Požaril sem pač dobesedno takoj. Spet navajam se še eno. Moram reči, da se navajam na like. Malo so mi nenavadni, pač tako. V začetku mi je Janeway tudi menšla. Enkrat je to nekdo menil, da je njen glas je tako nenavaden. Tako malo annoying glasno, ampak sem se zelo hitro navadil, tako da mi ni to. Paris mi je zaenkrat najboljši, ker je tak Riker, kinda guy. Kinda, bad boy. Ja, bad boy, Star Treka. Jaz sem vrati take. Pa dobro, Nilix, pa una njegova, pa... Yes. Ja, skratka, zdaj spoznavam vse te. Pa doktor je, najboljši je doktor, imaš prav. Itak. Ne, noben drug doktor. Hands down. Ja. Tako. Take doktore imam jaz rad. Kratka, zaenkrat mi je fino, zdaj sem že, ne vem, 6-7 del druge sezone in očitno bom to čez poletje pogledal. No. Super. Ja, ljudi ne. Zdaj ne boste verjeli in vem, da ne verjamete. To je bila že naša 125. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije. Filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreže Aparatus. Z vami smo bili Igor, vseeno je japonsko harp, Mito, knjiga je čisto druga žival Gegič in Aljoša, Sovjetska zveza Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli še prilivi ognja. V našem skrivnem štabu v kinogledališču Bežigrad. Kino je v polnem pogonu, tako drive-in kot standardni kino. Zunaj je kar nekaj spektaklov, nekaj jih še pričakujemo in upamo, da lahko v kinu pričakujemo tudi vas. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in, če nameravate na dopust off-grid, se pravi izklopljeni z lepim kupčkom knjig, vam bomo tokrat izjemoma odpustili. Priseči morate le, da boste vse epizode podcasta, ki bi jih na ta način zamudili, poslušali za nazaj. Drugače pa lepo idite, izklopite se, najbrž se morate spočiti od nas vsaj toliko, kot se moramo mi spočiti od vas. In drug od drugega. Verjemite mi, tudi meni gresta že pošteno na jetra ta dva frisa na drugi strani mize. Fuck off, stari. In dopust bo prišel ravno pravi čas, ker sem že brusil nož, ne nos, kot piše tlenote, da ima odrežem jezika ali pa sebi izrežem bobniče, ker kome še prenašam njuno neznosno pametovanje. Ok, Aljoša, ok, tale je končana, samo še ena epizoda do konca. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast Obot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Na družabna omrežja delimo rajce, reprikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije z dopusta, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 125. epizoda, naslednjič se znova poslušamo čez 2 tedna, 28. junija v zadnji epizodi 4. sezone, ko bomo govorili o miniseriji Obi-Wan Kenobi, ki jo lahko od danes, ko to poslušate, legalno gledate na pretočniku Disney+. Za konec pa seveda ponovno prosimo, da če lahko pomagate in bi želeli pomagati, vam v zapiskih ponujemo povezave do informacij, kako pomagate civilistom in beguncem iz Ukrajine. Hvala vam, obodovci in obodovke, ostanite ljudje in ljudine in se poslušamo znova čez 2 tedna. Obi-Wan Kenobi. Ja, njim gre.